Vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke. Dovolite, da najprej za začetek izrečem najgloblje sožalje vsem žrtvam in vsem njihovim svojcem, ki so žrtve današnjega terorizma, kot tudi vsem žrtvam terorističnih napadov v preteklosti. Dejstvo je, da se je s bombami, ki so se danes razletele v Bruslu, razletela tudi popolnoma zlagana podoba, ki so jo v zadnjem času ustvarjali nekateri politiki in mediji. Namreč, da s tem, ko se je doseglo nek dogovor s Turčijo, da to pomeni razbremenitev za Evropo, da je konec vseh težav in da je zdaj ta problem rešen. Ta problem se v resnici še začel in ta današnja tragedija to zelo jasno odraža. Napačna politika na področju migracij, ki je bila varnostno dobesedno samomorilska, se sedaj vrača Evropi kot bumerang in današnja prva žrtev, tudi med Slovenci, ranjeni slovenski diplomat, seveda dokazuje, da zdaj pa dejansko ni več nihče varen. Ne tu, ne tam. Kajti dogodki bodo sledili, kot je popolnoma jasno iz zaporedja, zdaj kot plaz. Pač aretacija Abdeslama je povzročila povračilne akcije. Ko bodo ti aretirani, in verjemite, da bodo sledile nove povračilne akcije ekstremnih islamistov in ta stvar bo šla v nedogled, dokler se Evropa ne bo resno soočila s vprašanjem varnosti in s tem, da bo morala prekiniti svojo napačno migrantsko politiko in da bo morala pač radikalni islam odstraniti iz evropskih tal. Brez tega miru in varnosti na evropskih tleh ne bo več. Dejstvo je, da današnje žrtve govorijo ne samo o nevarnosti za celotno Evropsko unijo, govorijo o popolnoma napačnih politikah, ki so žal značilne tudi za Slovenijo, tudi za slovensko vlado. In mislim, da bi nauk, ki bi ga morali potegniti iz današnjih dogodkov za Slovenijo, moral pomeniti samo eden. Da je potrebno postaviti pod vprašaj vse dosedanje politike in dogovore na tem področju in da je edina dejansko varna politika za Slovenijo nobenega migranta več. Tukaj v Sloveniji ne potrebujemo nobenih migrantov, ne potrebujemo nobenih njihovih zagovornikov, posebej ne tistih zakrinkanih s koli v rokah, ki pomenijo vsaj tako nevarnost kot migranti sami. Kajti dejstvo je, da danes levičarji razdirajo Evropsko unijo s zagovarjanjem tovrstne migrantske politike in pomenijo trajen in neomejen vir ogrožanja za Evropsko unijo in Slovenijo kot celoto. Kako pa se potem dogaja, ko se poskuša tiste, ki opozarjamo na nevarnost, ki opozarjamo na ne samo nevarnost za premoženje, ampak kar je najhuje, za nevarnost za ljudi, nevarnost za osebno integriteto, pač preupit s kakšnimi drugimi dogodki, je pa lepo prikaz včerajšnje poročanje Nacionalke strani gospe Carl, ki se je posvečala pač temu, da ti nekdo sheka eno spletno stran, pa te nekam upiše, kjer ti sploh ne veš za to, in iz tega naredi en članek, potem pa še zamolči odgovor, ki ga je imela, in ki se mimogrede v tistem delu, ki je bil zamolčan, glasi, in to je zelo aktualno za temu, ki jo danes obravnavamo, ena od oblik podtikanja, kadar ni ravno pri roki kakšnega plakata, je tudi prijavljanje v različne skupine brez moje kakršnekoli predhodne vednosti ali soglasja, kar omogoča, da potem brezvestni levičarski aktivisti delajo zgodbe, namenjene blatenju človeka. Od resnice se ne da ustaviti in na mojem Facebook profilu bom še naprej objavljal fotografije zakrinkanih levičarjev s koli v rokah, za katerimi se skrivajo Štrukelj, Janković, Kučan, Fajonova in vsi drugi voditelji levice, se to najlepše priča k tem, kdo je kdo v Sloveniji. In če želite, priča o tem, kdo Slovenijo v resnici ogroža. Kdo ogroža varnost državljank in državljanov, kdo ogroža blaginjo ljudi. Treba je vedeti, da to, kar se je danes pokazalo v Bruslu in kar, verjemite, žal zagotovo ni zadnjič,
priča tudi o razvojnih potencialih posamezne države. Zanesljivo je mogoče napovedati, da bodo v bodoče pač poslovne elite in pa tudi lastniki iskali tiste države, ki bodo varne. In tukaj je Slovenija lahko velika priložnost. Če se zna zaustaviti pač dosedanje napačne politike, če se jih prevetri, če se postavi varnost ljudi na prvo mesto in če se doseže končno soglasje o tistem, kar opozarjam že od vsega začetka te zgodbe, da je na prvem mestu pravna država in da je predvsem pravica vsakega državljana, in to ustavna pravica vsake državljanke, da živi varno, da živi mirno v blaginji in da je dosledno spoštovana njena osebna integriteta. In da nobena pravica, nobenega tujca ali pa nobene tuje skupnosti ni nad to pravico. In še nekaj je nauk današnjega dogajanja. Dejstvo je, da se je izkazalo žal zelo hitro, da vsi dogovori, v katerih se zanašamo na koga drugega, so kratkoročni, so pod vprašajem in zaradi tega se moramo enkrat za vselej zavedati, da se moramo opreti samo sami nase, da moramo storiti torej vse tisto, da bo država v celoti, brezpogojno in vedno sposobna zagotavljati spoštovanje prava, ustavnih pravic, človekovih pravic, osebne integritete vsem državljanom in vsem državljanom in da pač ni mogoče kakorkoli in česarkoli drugega postaviti pred to pravico in to dolžnost države. Države so zato narejene, da predstavljajo dom ljudem, ki tu živijo in ti ljudje imajo pravico, da sami odločajo o tem, koga v svoj dom spustijo. Zato je upravičen predlog SDS za referendum in zato tudi opozarjam in s tem tudi zaključujem ta del, da sem že sklical Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih skupnosti, ki bo jutri zjutraj in bo posebej posvečeno vprašanju varnosti slovenskih državljank in državljanov v luči tega, da je prvič v zgodovini med žrtvami terorizma tudi slovenski diplomat. Hvala.